upanje. Luč moja, moč in pesmi vse, on temelj, ki se ne podre, trden v nevarni burji je. Ljubezen, mir me spremljata, s njim strah in dvom izgineta. Bog to lažnik je moje vse, Kristusu vir ljubezni je. Kot človek je prišel med nas, polnost Boga utelešena, ljubezni dar pravičnosti, zaničevan za vse ljudi, na križu se je daroval, da moje grehe je obral, trpel za me je Božji sin, zaradi njega jaz živim. Ležalo v grobu je telo, tema je luč zasužila, na slavni dan z vso močjo Jezus je vstal, haleluja, ker zmagoslavno on živi, nad mano greh nima moči. Jaz sem njegov in on je moj, saj on odplačal dolg je moj. Strah v življenju mojem ni, svojo močjo me on drži, od rojstva vse do konca dni, Jezus voditi me želi, v njegovi roki varen sem, le z njim bom zmagoval, to vem, ko vrne se, okliče me, stal bom v njegovi moči le, njegovi roki varen sem, le z njim bom zmagoval, to vem, ko vrne se, okliče me, stal bom v njegovi moči le. Le v Kristusu je upanje. Stal bom v njegovi moči le. Pozdravljeni v imeni našega Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Ponovno je nedelja in ne glede na to, ko so srečanja v živo trenutno fejs omejena, se združujemo prek interneta, prek spleta in skupaj slavimo našega vsemogočnega Boga. Za uvod bi rad, ko se skupaj združimo v kratkom času molitve, ko nam Bog odpre naše misli, naše srca za poslušnost njegove besede. Gospod Bog, hvala ti ponovno za te den, ker ga si nam ti dal, in Gospod Bog, pripravi nas ti, kamo leko poslušne besede, kamo leko poslušne pesmi, ker bomo popevali še, Gospod Bog, in resnično ti pripravi naše razmišljanja, naša srca, naše celo bitje, ko bi leko sprejeli to, ko nam ti daješ, in ko bi leko nucali to v naših življenjih, ko bi leko drugi videli, ko si ti naš odrešenik. Amen. Lepo je, ko imamo ponovno čas bogoslužja.
Ne glede na to, na kakšen način je, vseeno smo se vsi zbrali z namenom, ka proslavimo Gospoda, ka skupaj molimo, spopevljamo pesmi in prisluhnemo besede, ker ima pripravljeno za nas. Zanimivo in fejs poučno je podrobneje preberati in pa pogledati o ljudeh, s katerimi se je Jezus srečal v času svojega delovanja. Ker vidimo, da je Jezus stopil v njihova življenja, so se ta življenja spremenila. Verjetno so tudi okoliščine, v katerih smo se znašli, krive, ka ljudje na različnih mestih iščejo upanje. Iščejo nekšno sigurnost, varnost, zadovoljstvo, iščejo nekšen mir. Ena znana ameriška psihologinja je zapisala tako: majhen val upanja, ki ga damo v gibanje, lahko spremeni tok življenja drugih. To je fejs realna izjava. Še posebej, če pogledamo življenje Jezusa. Zdi se, ko so se vsi ljudje, ker so tako povedano naleteli na Jezusa, dobili novi smisel upanja v svoje življenje. Beseda iz Svetega pisma, ker bomo gnes pogledali, da bom verjetno vsem znana že od veruka naprej. To je dogodek o človeku po imeni Zahej. Zahej je bil moški, kot smo videli, ker je bil pripravljen napraviti nekaj, ko se ne bi mislili, samo, ko bi lahko videl Jezusa. Splezal je gor na drevo, na smokvo, gleda čez množico, čez tiste ljudi z upanjem, ko bi videl toga, o katerem ljudje pravijo, kaj je Božji sin, kaj je Mesija, kaj je človek, ki dela čudeže. In Zahej je bil pripravljen sebe postaviti v pozicijo, v situacijo, v katero bi se redko štoj sam rad postavil. In s tem se je postavil v to pozicijo, s tem, ko se je postavil v to pozicijo, začne pritekati v njegovo življenje upanje in milost. Stvari, kjer so jih ljudje vse posedi žejni. Zahejev dogodek je fejs zanimiv zato, ker je bil ta moški outsider, izobčenec. V Bibliji je zapisano, kaj je po poklici bil cestninar, kar je pomenilo, ka najverjetneje ne imel dosti kolegov, dosti prijateljev. In cestninar, ko je cestninar, njegova naloga je bila davkov pobiranje penas od Judov. Stvar je še bila telko iša, telko slabša, kaj je tudi Zahej sam bil Jud. On je za rimske oblasti pobiral dajatve od svojega naroda. Kok to Zahej ne imel dosti prijateljev, edino takšne, kok je on bil sam, izobčenec med svojim ljudstvom. Je pa bil to človek, ker je na vsakšen način ščel videti Jezusa. Preštimo si te dogodek v Lukovom evangelije 19. poglavje od 1 do 10. Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili. Ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaril, mu povrnem četverno. Jezus pa mu je rekel: Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno.
Pa pogledamo, ko se je tu dogajalo. V Jezusovom javnem delovanju njim je dosti ljudi sledilo in lahko povemo, ko je grato fejs znani, fejs popularen, fejs slaven. In zdaj potuje skozi mesto Jeriho. In če bi si malo pogledali o zgodovini toga mesta Jerihe, tistega časa bi gor prišli, kaj je bilo to fejs premožno mesto. Torej mesto, kjer se je splačalo živeti. Bilo je tudi fejs zeleno mesto, imelo je dosti dreves, dosti zelenja. Jeriha je imela tudi svoj izvir vode, kar je bil poseben blagoslov v tistih krajih. Lahko bi povedali, kaj je Jeriha bila oaza sredi puščave. Bila pa je tudi tržni center, kjer so ljudje oddaleč in blizu prekupčevali s svojim blagom, s svojim materialom. In za človeka, kot je Zahej, ker je bil fejs bogati, ima smisel živeti v takšnem čudovitem, lepem mestu. Odlomek, ker ga smo prešteli, nam razkriva, kaj je Zahej bil cestninar, torej pobiralec dajatev za okupacijsko oblast. In rimske oblasti so cestninarjem dovolile, da so lahko pobirali do 50% več dajatev, kot pa so mogli oddati naprej Rimljanom. Torej so bili cestninari udeleženi v organizirane korupcije. Zapisano pa imamo tudi, da je Zahej bil višji cestninar, kar pomeni, da je on nadziral več drugih cestninarjev in tudi od njih poberal provizijo. Na tej način je lahko človek obogatel v tistem času fejst. In tej fejst bogati, višji cestninar, še vidite Jezusa. Zahej je verjetno čil, ko so ljudje ga učili od Jezusa. Pozno je starozavezna proroštva in sporočila o Mesiji. In sedaj naenkrat je tu človek, ker je ustreza vsem tem opisom iz pisem. In Zahej še na takšen način videti, što je to, što je ti človek. Tu pa grata problem, težava. Prešteli smo tudi v pismi, da je Zahej bil majhen, mali. Koliko mali? Ne vemo točno. Vsako nam Biblija pravi, da je bil majhne postave. Koliko veliki je bil, si lahko samo predstavljamo. Mogoče 1,5 metra. Torej odrasel Zahej, moški, ker je ne bil večji od, lahko povemo, 1,5 metra, še vidite Jezusa. Ko naj napravi? Zahej se je tako malo zamislil, pogledno je, kje je stala množica, koma se je pomikala in to naprej, koma je šla množica, je videl, ka so dreve, ka so smokve in si je pravo, kada je verjetno lahko videl Jezusa, če je šel naprej in splezal gor na eno izmed teh smokev. In točno to Zahej napravi. Splezde gor na drevo, se dojsede in čaka, kada je Jezus šel mimo. In to v tistem času ne je bilo videti, kako bi lahko povedali nekaj luštnega, nekaj zanimivega. Edini, ker so tistega cajta plezali gor na dreve, so bili deca, otroci, ne pa odrasli možje. In takratna slika, če bi si lahko za to predstavljali, odrasloga moža, ker je splezdo na drevo v očeh tiste množice, tistih ljudi je zgledala tak. Pa gledajte toga moškega, splezdo je gor na drevo, kako malo dejte, kakšen čuda, kakšen neumnež, obnaša se kak otrok, kak deca. Fejs poučna informacija iz teksta. Zahej je splezdo gor na drevo. Zahej se je bil pripravljen ponižati za to, ka bi lahko videl Jezusa, ka bi se njim lahko približal. In v tom leži fejs pomemben princip. Če se ščeš zbližati z Jezusom, boš mogel ignorirati, ko se glede toga drugi mislijo o tebi.
V Mateju 18. poglavje so Jezusovi učenci imeli zanimivo debato. To so možje osebno izbrani od Jezusa, z njim so potovali in videli so vse čudeže, vse stvari, ko jih je Jezus delal. In pojavi se njim vprašanje o njihovom položaju v nebeškem kraljestvu. Pogledamo v Matej 18. poglavje 1-5. Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil med nje in rekel: Resnično povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kot ta otrok, bo največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Učenci se pogovarjajo o položaju, što da je največji. Jezus pa pravi: Ej mali, spoj malo. Leko si predstavljamo tok 5, 6, 7 let starega otroka, deteta, ker se tam poleg špila za svojimi prijatelji in Jezus ga pozove k sebi, otrok pride in pravi: Vidite toga malega otroka? Od njega se leko dosti navčite. Ja, vi odrasli moški se leko dosti navčite od toga malega otroka. Pogledajte ga. Nema niti ene skrbi na sveti. Trenutno njemi je vse eno, ko si drugi ljudje mislijo o njemi. Znate, ima to ponižnost, ker vi nemate. Vi se pogočavljate, što da največji. Pogočavljamo se o ponižnosti. In če pogledamo nazaj, zakaj nas v toj situaciji vči, kaj je bolje pomembno, kaj naš pogled in fokus držimo na Jezusi, kot pa na ljudstvi, kot pa na množici. Kajti množica, da nas probala odvrniti od toga in mislim si, kaj so ljudje iz množice takrat kazali s prstom na Zaheja in se norčevali, delali norca z njegovega početja. V Matej 21 štejemo, kako je Jezus obsodil takratne duhovne voditelje. Jezus jim je dejal: Resnično povem vam, cestninarji in vlačuge podejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Osupljiva izjava. To so bili poznavalci postave, teologi tistega časa. Ljudje, ker so dosta časa preživeli v templji, v cerkvi in Jezus jih vse obsodi, ker so potegnili z množico, ker so držali z množico. In Jezus je ne nikdar dovolil, da bi množica vplivala ali uravnavala njegovo delovanje. Jezus ne bi nikdar pristopil k Zaheju, če bi poslišal glas množice. Jezus se enostavno dvigne nad vse to. Kako Jezus pravi? Ali vidite, ko Zahej trenutno dela? Pogledajte ga. Ko je pripravljen napraviti za to, kaj bi me vsaj videl. Postavil se je v ponižujočo pozicijo, zato, kaj bi se mi približal. Jezus je tu včinil nekaj nepričakovanega. Stavi se in nagovori Zaheja. Razlog za to je Božja milost. Kdo ljudje izkusijo to Božjo milost, doživijo v svojem življenju neverjetno spremembo. Kajti milost je nezaslužena naklonjenost. In to je tu doživel Zahej. Leko pa v tom trenutku to doživiš tudi ti. Samo če si pripravljen ne stopiti se svoje smokve
in ga sprejeti v svoje življenje. Torej, je nepotrebno biti uspešen, ko bi bil vreden toga? Ne. Resen ne. Bog je vsakši izmed nas dragoceni, kajti ustvarjeni smo po Božji podobi. Božja milost nas spremlja in če dovolimo, nas tudi spreminja. In ravno glih to se je tu zgodilo, kdo Jezus pravi, Zahej, danes moram ostati v tvoji hiši. Pred to veliko množico, v tom vplivnom, velikom, čudovitom mestu, Jezus pravi človeku, ker nema kolegov, kes ščem biti tvoj prijatelj, ščem biti tvoj gost, ščem biti pri tebi na kosili. In gnezdem, kdo mi pogajmo kosilo, večerjo, pogajmo fejs hitro in že idemo dole, ali pa se dojležemo in gledamo kakšen film na kavči, ali pa brskamo po internetu in bi lahko povedali, to je to. V tistem času pa si delil obrok z nekakim. In to je trajalo vere in vere, dolgo se pogočavljaš in spoznavaš, čuješ zgodbo osebe, s katero si na obroki. In če pogledamo naprej, kako se je množica odzvala na Jezusovo odločitev. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili, ustavil se je pri grešnem človeku. Jezusi je vseeno. Bogati ali reven, Jezusi je vseeno. Jezusi je pomemben stav srca. Jezus držal najboljšo gesti v Jerihi in trenutno je v najboljših sobanah, najboljših prostorih v Jerihi. Zakaj? Zato, ker je trenutno v Jerihi oseba, ker srce se odpira Jezusi. Ali vidite, kako Božja milost vpliva na Zaheja? In ne vemo točno, kdo med obrokom, kdo med kosilom ali večerjo je Zahej to povedal, ampak povedal je: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Tako nastopi Jezus svojo milostjo, tom se zgodi prava, čudovita sprememba. In dragi poslušalec, kdo odpreš svoje srce Jezusu, kdo dovoliš, ka Sveti Duh dolivlja v tvojem življenju, te boš doživel nekaj dragocenega, nekaj neverjetnega, kar je tudi doživel Zahej. Jezus pa mu je rekel, danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. In pogledamo si še inog zaporedje v tom dogodku. Najprej v srcu človeka je želja, radovednost, iskanje, nekaj več. Iskanje, hrepenenje po nekom, kar bi zadovoljilo moje potrebe. Zahej je šel videti Jezusa, o katerem je imel samo informacijo, o katerem je znal, kad je šel to mimo. Šel se na lastne oči prepričati in srečati s to osebo. In naprej Jezus je tej, ker vidi hrepenenje človekovega srca, se približa in vzpostavi prvi kontakt. Zaheja je pozval z dreve, z smokve. Kdo človek reagira, odgovori na Jezusov poziv, se zgodi v njegovem življenju sprememba. In če ste opazili, Jezus je ne zahteval od Zaheja, ko naj najprej poravna svoje prevare, svoje napake in se upraviči, in da te Jezus prišel k njemu domov in ta prijatelja. Ne. Jezus pravi, hej, vidim, ko si napravo, ko bi me videl.
Zdaj včasih idem k tebi domov in mu stjav, vas se pogučavala, vas se spoznavala. In ta reakcija, to se je doteknilo srca Zahejevega. To je ganilo njegovo notranjost. Te se je v njegovi notranjosti, v njegovih srcih, njegovih mislih zgodila sprememba, ker je bil pripravljen pokazati tudi navzven. Kako smo prešteli, Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. In Rimljanom 2, 4. vrstica pravi tako. Ali mar preziraš bogatstvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog s svojo dobroto navaja k spreobrnenju. Ne je obratno. Tvoje spreobrnenje ne vodi Boga, kad ti pokaže milost. Ampak njegova milost do tebe in mene te vodi do spreobrnenja, nas vodi do spreobrnenja. In na ten način vidimo, kamo noči gledali tudi na materialne stvari. Božja milost spreminja vse. Vidite, kakšno pričevanje ima zdaj Zahej. V njegovo življenje je prišla vidna sprememba. Isto se lahko zgodi tudi v tvojem osebnem življenju. Če dovoliš, kaj Jezus pride domovat k tebi. Dobo boš najboljšega prijatelja, ker je ti oprav vsakšej situaciji na svet. In Jezus je že spremenil mnoga življenja. Jezus je dal smisel v mnoge brezupne situacije. In Jezus je tisti, ker te pričakuje v slavni večnosti pri nebeškem očeti. Sprejmi ga za svojega odrešenika, boj z njim prijatelj. To je največje doživetje, ker lahko človek doživi. Sprejmi milost, ker ti je ponujena od nebeškega očeta in dovoli, ka ta milost vsakodnevno deluje v tebi in skozi tebi. Danes je v to hišo prišlo odrešenje. Sin človekov, Jezus Kristus, je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Amen. Gospod Bog, hvala ti za to besedo, hvala ti, kanon ti gočiš na naše srce in resnično, Gospod Bog, daj, ko bi se lahko ravnali po tvoji milosti, Gospod Bog, ko bi lahko sprejeli to, ko bi se lahko odprli v naših srcih in naših mislih tvoji milosti, tvoji ljubezni, Gospod Bog, daj resnično, ko bi lahko to delovalo v nas in skozi nas, ko bi lahko drugi videli, kaj si ti v naših življenjih kralj. Amen.
Dragi moji, čuli smo, kako pomembno je gledati na Jezuša. Torej, ko se zgodi, da človek doživi Božji dotik. Zahaj se ne oziral, ne je gledal, ne je poslušal mnenja ostalih, torej mnenja drugih ljudi. On je izkoristil priložnost Jezušove prisotnosti in le tako, samo na tej način je lahko prišlo odrešenje v njegovo osebno življenje in v njegov dom. Posebno v tom obdobju, v tom celem letu, živimo v čase preizkušenj, v čase mnogih odpovedovanj, da se soočamo z neštetimi neprijetnostmi v čase negotovosti, posebno za volo koronavirusa, štiri leko dosegne vsakoga in iz dneva v den leko samo čakamo, v koj, da se tej betek razvil. Ampak v vsem tom smo ne same, za volo toga, ki spremlja in obdaja nas neskončna Božja milost in pa njegova ljubezen. Mnogi med nami smo se že soočili s to boleznijo, vsaki na svoj drugačen način in resen je samo Božja milost, ki smo še tu. Zato še naprej prinašajmo eden drugega v iskrenoj molitvi pred nebeški tron milosti. Bojmo Gospodi hvaležni za vsaki njegov poseg v naših življenjih, za njegovo vyvtegnjeno roko k nam, za volo toga, ka božanski dotik osvobaja, božanski dotik ozdravlja in pa rešuje. Dragi moji, verujte mi, Bog dela čudeže ešte dnes. Njegov poseg leko v trenutki spremeni situacijo in se zgodi to, ko se niti eden človek ne more niti predstavljati, ne more se niti zamisliti, ko leko Bog včini v enom trenutku. Božji dotik je spremenil življenje Zahaja zato, kaj je on to želel, kaj je on to dovolil. Ali želiš tudi ti, kaj Jezus spremeni tvoje življenje, posegne v tvojo situacijo, se dotekne tvoje bolezni, posegne v tvojo skrb, v tvojo nemoč, v tvoj obup. Se mogoče še itak pitaš, je to rejsan, ka se je Jezus daroval tu za mene, ka bi gli moje grehe zepro? Dragi moji, na križi je Jezus izbojeval zmago. In to zmago nad grehom, nad vsemi silami zla, štere te unesposobljajo, štere te zavajajo, štere sejajo najrazličnejše bolezni, štere kradnejo tej dragoceni čas in vse, ko pripada vsemogočnemu Bogu. Odloči se, odzove se njime, dopusti njime vstopiti skozi vrata tvojega srca in boš tudi ti leko spopejvo, to, kako pravi zadnja vrsta dnešne zaključne pesmi. Zdaj Jezus vlada mi na troni srca, Hožana, Božji mir v njeme prebiva. Bojte blagoslovljeni v njeme. Amen. Je listina, da Jezus mrav i grehe mi zbrisal. Zveličar je na križi mrav i tak me zveličal. Na križi Jezuša je njegova svetlošća, mi oči odprla, naj vidim ga. Zdaj Jezus vlada mi na troni srca,
jaz njega ne pustim, ar velika vrednost je. I na nikdar ne idem, ar njemi dal sem se. Na križi Jezuša je njegova svetlošča, mi oči odprla, naj vidim ga. Zdaj Jezus vlada, mi na troni srca, Hožana Božji mir njem prebiva. Na križi Jezuša je njegova svetlošča, mi oči odprla, naj vidim ga. Zdaj Jezus vlada, mi na troni srca, Hožana Božji mir njem prebiva. Zdaj Jezus vlada, mi na troni srca, Hožana Božji mir